Med dvema evropskima preizkušnjama je bil čas za domače obveznosti in pot v Velenje, na prvo letošnje in prizorišče zadnjega prvenstvenega gostovanja v prejšnji sezoni. Po napovedih se je Ante Čačić odločil za nekaj sprememb v začetni enajsterici in debitantski nastop na uradni tekmi za NK Maribor je dočakal Amir Dervišević. Prihod prvakov je napolnil srednjo tribuno stadiona ob jezeru in spodbudnem nogometnem ozračju, kot predpripravi na sredin večer so prvaki izpisali še dodatno povabilo k množičnemu romanju v Ljudski vrt na povratno tekmo proti Birkirkari. S prepričljivih 3-0. Moramo biti zadovoljni jer smo si stvorili jednu atmosferu pred uzvrat, znači pred srijedu, da imamo jedan mir, imamo jedan spokoj, možemo se koncentrirati jedino isključivo na utakmicu koja je najbitnija utakmica sezone, jer ta utakmica otvara igranje u Evropi. Da bo šlo v dobro smer je bilo opazno že z vodstvom iz prve priložnosti. Podal je Viler, Tavares pa v 8 minuti z glavo spravil žogo v mrežo, kamor se je odbila od vratnice in ob stiku vratarja Rozmana. Kljub hitremu vodstvu se razmerje moči ni spremenilo. Mariborski nogometaši so ostali aktivnejši, po akciji Tavaresa in Fajića kmalu nov poskus kapetana in končalo se je s kotom. Gostitelji so prvo konkretnejšo akcijo čakali do 25. minute, ko je prišel do zaključka Eterović, toda Handanović je pozorno spremljal let žoge. Mož številko 33 je bil tudi avtor najobrambe prvega polčasa. Z izjemnim posredovanjem je Jasmin Handanović preprečil namen Bratanoviću in po kratkem vmesnem obdobju aktivnejše igre domačega moštva pred odmorom novo veselje v mariborskem taboru. Potrditev dobre predstave s povišanjem vodstva po spretni všečni akciji. Ibrahimi je ob kombiniranju okoli kazenskega prostora spravil žogo do mezge, po njegovi podaji pa je Fajić poskrbel za učinkovit zaključek po mojstrskem preigravanju. Ob vrnitvi slačilnico Velenjčani uspeli poskrbeti za razburjenje. Izpostaviti velja dvoboj številka 2 med Bratanovićem in Handanovićem, znova zmagovalec soočenja mariborski vratar, ki je bil v glavni vlogi še enkrat, ko se je žoga odbila izven kazenskega prostora do Črnčiča. Ta se je brez obotavljanja odločil za silovit udarec, toda z odlično obrambo je mož številko 33 žogi preprečil pot v mrežo. Vemo, da je najboljši golman v Sloveniji, on je to danes pokazal. V vsakem trenutku je pripravljen nam pomagati, najstarejši v ekipi, skinil res lepe 2 šansi in to nam je dalo tudi neko samozaveze naprej. S tem je bilo konec domačih upov. Na mariborski strani pa je dovolj izkušen za nadzorovanje igre in po novi uspešni akciji je bila zmaga potrjena še s 3. zadetkom v velenjski mreži. Prvi del naloge je opravil Mezga, po spretni akciji podal do še enega debitanta Mendija, ki je že v prvem udarcu v okviru vrat v dresu NK Maribor zabil gol. Odlična predstava napadalcev, vsi trije so se vpisali med strelce. Za še eno dodatno vabilo v Ljudski vrt to sredo ob 20. Že v tej priložnosti spodbudimo vse gledalce, tisti, ki niso na dopustu, naj pride navijati. Ljudski vrt ima svojo moč, mi se bomo potrudili najboljše, skoncentrirani smo 100 na uro in od zdaj naprej lahko razmišljamo samo o Birkirkari.